Furs je pa tokrat šel predaleč. Že tako nas lupijo z visokimi davki, prispevki in trošarinami. Ampak zdaj pa so se spravili še na eno najbolj pomembnih in hkrati najbolj ranljivih skupin pri nas, brez katere življenje, kot si ga predstavljamo, ne bi moglo obstajati. Spravili so se na OnlyFans cipe. Furs s poostrenim nadzorom nad zaslužkarje z žgečljivimi, plačljivimi, večinoma pornografskimi fotografijami in videoposnetki na platformi za odrasle OnlyFans. Slovenski rekorder je zaslužil milijon evrov, zato Furs poziva vse, ki tam objavljajo, naj prijavijo dohodke preteklih let. A res, ali kaj? Zdaj bojo pa še spletne lajdre mogli začeti plačevati davke od mojega težko prisluženega denarja. Tem angelskim bitjem bi vi jemali iz ust hrano. In še kaj potencialno. Nimajo na Fursu niti trohice sramu? Poslušajte, kaj ima njihov direktor za povedati o temu. To je samo ena izmed platform, ki jih bomo nadzirali. Dejstvo je, da smo v letošnjem letu prejeli podatke iz vseh članic Evropske unije, torej podatke o dohodkih naših rezidentov, ki jih služijo prek spletnih platform. Te podatke bomo seveda na naši strani primerjali s tistimi, ki so jih ti zavezanci dejansko tudi prijavili. V nekaterih primerih sploh nimajo registriranih dejavnostih in bomo šli pač potem v nadzore, kjer bomo ugotavljali bodisi prekrške, bodisi premajhne davčne osnove, različne take stvari. Ja, nekdo na Fursu je zgleda imel čisto isto reakcijo, kot jo imamo tudi vsi ostali, ko gledamo te punce na OnlyFansu. Fuck, ko bi jo nategnil? Zdaj morajo kar dejavnosti odpirati, zato da lahko objavljajo videe na OnlyFans, ali kaj? Kaj bojo odprle? Drolja SP ali kurbetina DO? In kaj se zgodi, če ne prijavijo dohodkov? Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno predvideva tukaj kazni v višini od 1000 do 26 000 evrov. Seveda pa ob tem lahko v prekrškovnem postopku finančna uprava tudi odzame protipravno pridobljeno premoženjsko korist, kar v praksi pomeni celoten dohodek pridobljen s tovrstno dejavnostjo. O moj bog, kar pobrali bi jim vse, kar so zaslužile. Kako si drznejo? Kot nekdo, ki mesečno objavlja videe na svoj OnlyChans, se mi zdi to skrajno nedopustno. Najhujše pa mi je, kako Furs vse to obrača samo izključno na finančno plat. Da potem izpade, kot da te dame svoje videe na OnlyFans objavljajo samo zaradi denarja. Sploh ni res! Ene punce tam gor sploh niso lajdre in ne ustvarjajo pornografije, ampak že praktično umetniška dela. Samo poglejte te mojstrovine od Eve Brumec, na primer. A ja, edino ne morem dati na YouTube originalne glasbe, zato sem jo zamenjal svojo. Včeraj Slovenci uničili dance, danes rabim, da Slovenc uniči mojo danko. Evo, pa rečite prosim, če vas to ni nasmejalo do solz. Kako lahko Furs potem tukaj reče, da te punce samo prodajajo svoje telo, če pa ti zdravim postrežejo s tako izvrstno komedijo, da na koncu sploh ne veš, za kateri del telesa boš rabil robček? Podpiram splav, ker ni boljšega občutka, kot to, da špricne vate. Po eni strani je splav res umor otroka, ampak po drugi strani, če pa paše. Pač komični genij, jaz ne morem nehat. Danes mi je v Mercatorju rekel študent, da mi da dvojne pike. Če mu pokažem čisto sem bila šokirana. Uganite, kdo je danes dobil dvojne pike. In potem, da imajo OnlyFansice neke bajne zaslužke. Ne slačijo se za milijone, ampak za dodatne pike v Mercatorju. Mislim, Furs, kaj imate kalkulator namesto srca? Kako je ime Rusu, ki ima najdaljšega? Visi mi do kolenčič. Ta kontrast dead joka in pomanjkljivo oblečene mladenke je izjemen. Kot da bi se nek debel tip srednjih let objavil na Instagramu v pajkicah, ko seksi pozira. Zakaj imam to sliko? Ne vem poseben razlog. Kaj imate skupnega? Sim vožnja s kolesom. Oboje me je naučil stric, ko sem bila majhna. Wow, ne vem, če sem kdaj tako dobro videl izpostavljeno perečo problematiko, koliko pornoigralk je bilo zlorabljenih v mladosti.
Pač nikoli prej si ne bi mogel misliti, da lahko tako švoh joke nosi tako močno sporočilo. Ampak kaj drugega je pa sploh za pričakovati od enega največjih komičnih umov pri nas? Pa Eva ni edina taka svetla izjema. Poglejmo si še par mojstrovin od Stele Vidovič. Z mano dobro je bit, ker ti dovolim, da mi ga daš v ti ne bom povedala tvoji punci. Mislim, wow, z mano dobro je bit, ker ti dovolim, da mi ga daš v rime na nivoju vsaj Tomeka, če ne že kar srednje frizerske. Pa ta ples zraven, pa usta malo odprta, kot da je ves čas na robu tega, da bo kihnila. Z mano dobro je bit, ker ti... Fantastično! Pa seveda ta del in ne bom povedala tvoji punci, ne bom napisano narobe. Da prav pusti gledalcu odprto vprašanje, kaj zdaj, bo povedala ali ne? Ta video ima več plasti kot lazanja narejena iz drugih manjših lazanj. In tukaj se komaj ogreva. Kaj vi december zdaj, pa končno božični puloveri, pa in 24/7. Končno ta december, da smo lahko vsi potrebni ves čas. Sovražim tisti glup avgust, ko so punce kar v nekih kopalkah in tankih majčkah. Dej si goren pulover, tako debel, da lahko samo ugibam, kaj je spodaj in pol se lahko pogovarjamo. Z genitalijami. Drugi teden imam izpit, rabim inštruktorja, snov biologija, spolnost. Tukaj me je prav zanimalo, kateri faks sploh ima predmet biologija in sem ga našel. Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje na Univerzi v Novi Gorici. Lol. Prvo sem mislil, da je ta objava mišljena resno in da res rabi inštruktorja, ampak pol, ko sem prebral za Univerzo v Novi Gorici, tam grejo oni, ki so rabili inštruktorja v osnovni. Lepa Stela, lepa. 15 centimetrov je več kot 18 centimetrov, se strinjate? Zgleda bo zdaj en teden rabila tudi inštruktorja za matematiko. Imaš kaj, na kar se lahko obsedem? Imam, in če rabiš, brez skrbi, ker komod dobiš. In to s 15% popusta, če uporabiš mojo kodo MarkoZ. Pač, razumete zdaj, ta punca je vedela, da bom prej ko slej prišel na njene videe. In mi je načrtno posnela nastavek za ta uvi oglas, ker je vedela, da potem bom dal to v moj video in bo tako dobila na izpostavljenosti. Pač, genij! In pol, da rabi inštruktorja. Mislim, ona bi lahko vse nas inštruirala. Imaš 10 evrov, kaj izbereš? Kanje mene in moje prijateljice 8 evrov, kanje več 6 evrov, lizanje 4 evre, lupskanje 2 evra, pomivanje posode 3 evre. Toliko majhnih bombončkov je tukaj notri za gledalca, da jaz ne morem verjeti. Poglejte že samo te igrice, ki jih dela s cenzuro. V prvi vrstici f***kanje hkrati cenzurira in ne. Cenzurira ljubčkanje, ampak urit pa kar pusti. Pač to je genialno, prisežem. In seveda najboljši del je, da pri vseh teh seksualnih uslugah po ful ugodnih cenah na koncu da še pomivanje posode za 3 evre. Da se sploh ne ujame z ničemer drugim, če hočeš porabiti vseh 10 evrov in ti preprosto ne ostane druge kot poseksati njo in njeno kolegico. S tako močnimi vsebinami pol sploh ni čudno, da punce izzovejo tudi tako spontane in nepredvidljive odzive od folka. Oceni mi postavo od 1 do 10. 10 plus, 10 plus 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 plus, 11! Da bi bil moj, če bi jaz bila tvoja. Ja, bi bil tvoj. Srce moje, seksi mačkice, ljubim te lepotice moje, tvoje, predivna grudi, srce moje. V kateri pozi bi me najraje imel? Od pozadi srečo, dogi. Pa ne samo Stela, Eva isto. Podpiram splav, ker... Moj pesis bi špricu v tvojo luknjo. Koliko je tvoj dolg? 12 centimetrov. 7 centimetrov. Si mislite, da vas neko umetniško delo tako močno gane, da greste javno napisati, da je vaš penis dolg 7 centimetrov?
Jaz nisem verjel, da bom to kdaj videl kjerkoli, ampak za te punce je to navaden dan v službi. In če so te dve punce odlične, je pa ena slovenska OnlyFansica, ki pa me je prepričala daleč nad vsemi. In to je seveda ena in edina Iris. Pač ona je pa res največja legenda, kar jih je ta elitna platforma kadarkoli ustvarila. Ima vse, neverjetno dobro igro. Ukvarja se z vsakodnevnimi situacijami, ki jih vsi srečujemo. Folku daje koristne ljubezenske nasvete. Vsakič, ko tega punca potegne in pogoltne daj na stran 5 evrov, shranjuj si jih za darilo za njen rojstni dan. Kaj boš pa lahko kupil, je pa odvisno od nje. Promovira aktivnosti na prostem in seveda se tu pa tam rada tudi kaj malo poheca. Take my hands. Close your eyes. Now feel. Ampak njeno daleč največje delo, njen magnum opus, je pa objavila na eni strani za videoposnetke, ki malo tako konkurira YouTubeu. In sicer gre se za video, kjer se loti iskanja moškega, ki je znan po temu, da ima nekaj res zelo dolgega. Ja, brado. Jaz sem pred jamo, ki naj bi bila jama, v kateri se je pred desetletji, stoletji zatekel kralj Matjaž. Kralj Matjaž, po moje desetletji. Živa slovenska legenda, mit, pravljica. In jaz sem tukaj, da to raziščem. Še raziskovalno novinarstvo se gre, kot da že vsem drugem ni dovolj dobra. Mislim, tukaj je praktično kot Dora the Explorer, če bi odraščala brez očeta. Zdaj jaz ne verjamem v pravljice, mogoče pa bom našla njegovo okostje, tako da ne verjamem, da je on živ. Skeptična, ampak odprtih misli. Točno tako, kot se za mlado intelektualko spodobi. Lahko pa da najdemo njegove ostanke in... O, moj Bog. Dejansko odkrije kralja Matjaža. In po moje ima isto prvo reakcijo, kot bi jo vsi imeli v taki situaciji. Jaz mislim, da je pa en njegov del buden. Ja, treba je nekje preveriti za puls. Kaj pa če bi jaz kakšen video posnela s njim? In od te točke dalje žal ne smem več kazati, kaj Iris počne z nekom nezavestnim, ki ga je našla spat zunaj, ker ima YouTube neke čudne zadržke glede tega. Ampak lahko vam pa malo spojlam, da vas ne rabi skrbeti, da bi kralj Matjaž še naprej ostal v globokem spancu, ker brez skrbi se dvigne. In to je nekaj, kar bi Furs rad otežil dekletom. Dobesedno reševanje življenj. Sploh ne vem več, kam smo prišli, da se njim zdi primerno kaznovati nekaj, kar bi bilo treba nagraditi. Glejte, pod minimalno zahtevam, da vsaki od njih ponudite status samozaposlene v kulturi. Ker to, kar delajo, je bolj pomembno za našo družbo, kot stvari, ki jih ustvarja marsikateri slovenski umetnik. Zares. Brez vsakega heca. Ne, pač dobesedno. Za vse punce v tem videu pa glejte, če lahko kako pomagam, bom. Če ne drugo, imam kanal s preko 60.000 naročnikov in večina od teh je mladih moških, tako da, ne vem, kolab? In ko smo že pri obdavčitvi, veste kaj pa pri nas ni obdavčeno? Zaslužki od kriptovalut.
kar je samo še dodatni razlog, da preizkusite moj čudovit sponzor Kriptomat. In če ga preizkusite preko mojega linka v opisu, dobite po prvih 100 evrih prometa v katerikoli kriptovaluti 20 evrov v Bitcoinu za malo lažji začetek na vaši kriptopoti. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če mislite, da si te punce zaslužijo en pokončen del telesa. In naročite se na ta kanal, da ne zamudite, če kdaj res pade koleb. Ajde folk, čau!